ker ljudje si v resnici nikoli ne želimo vizualnih stvari, fizičnih, ljudje hrepenimo po občutkih. Izberi, kar bo tebi prineslo neki, kar bo za tebe odgovarjalo. Zato jaz povabim tudi ljudi, da si zapisujejo in zapisujejo v svojih občutkih, tako da najprej bomo nafilala tvoj tank, da boš ti imel gorivo, da boš lahko potem prišel do tega cilja. Pol pa dobimo nezadovoljstvo in smo tako čaki malo. Jaz sem mislil, da več ko delam, več bom dobil. Ok, zakaj? No, jaz delam vse prave stvari, jaz zdaj hodim v fitness, jaz zdaj se gibam in mislimo, da več ko delamo, več imamo. Zato je tehnologija danes, če znaš dobro uporabljati, pa vse to je super stvar. Sam pač spet, ekstrem, pa drugi ekstrem. In sem se spraševal, zakaj, kaj je fora tega, da jaz zdaj sem prav nervozen, me je strah iti do neznanca. To pa prav od fotra BMW, mislim, da zgleda old school, ne? To je pa, mislim, da, če se ne motim, ne, ni ust. Ampak je pa zelo star, no, že. Tako da je kar klasika, no. Ko se furaš v njemu, imaš pač res občutek, kot da si tisti predsednik iz 90-ih, ki ga furajo, ne, mislim, čeprav ga ti furaš. Tako da imaš tako klasiko, tule je še tako old school, če si lahko pol pogledamo, ko imaš un star telefon, ko si lahko telefoniral iz avta. Res. Prav telefon, ko vojaški stari. Da bom pa pogledal. Ja, drugače pa not usnje, pa taka res, jaz imam rad to mislim, to old school ima tako dušo mi, no. A veš, tako na neki te spominja in ti da tak pridih, pa tudi ta raw zvok je, a veš. Ja. Ni elektrika. Pa. Ja, ni elektrika. Se čuje, da. Ne, ko je v bistvu spravi, da imajo stare, mislim, pa te starejši produkti imajo ful več duše noter, no. Ja. Sam, če greš pa preveč v ekstrem spet, pa greš v kako res staro, tisto mi pa spet ni, no. Ker je pa neudobno tudi, mislim, vse to je tudi neudobno, a veš. Zakaj misliš? Ja, zato, ker nimaš, mislim, imaš naslonjalo, ampak si ne moreš fajn štimati, pač zic je, a veš, bolj, včasih niso delali tako udobni zicov. Danes, ko se usedeš malo bolj novodobno avto, je že kar bolj udobje, ne. Tako da to je malo minus, če te malo križ boli pa vrat. Tako da dolge fure. Samej, kako so včasih stari, v katrcu so se usedli, pa so šli, nafukali so noter, ne vem koliko prtljage, 5 ljudi, cela družina recimo, ne, pa greš na morje po stari cesti, se furaš po led 40 stopinj žge, si predstavljaš noter klime, itak ni. Okno. Imaš okno, klima, sonce prži. Ja, mislim, motivacija je bila druga, ne? Motivacija je bila, pa se običajno zmerno razpolagaš s tem, kar imaš, ne? Pa niso vedeli, ne. Se niso vedeli, da obstaja kaj boljšega. To si se navadil na to in to ti je bil dejansko že luksuz, ne, če si takrat imel dejansko, ne. Jaz sem imel eno izkušnjo, jaz sem imel enega soseda, ko je katrce tu pri nas kupoval v Sloveniji, pa je v Francijo fural, bil je v bistvu Francoz. Laurent je bil, lahko bi ga že mogoče kontaktiral, se je že kar starejši gospod. Mogoče me zdaj ga res spomnim, pa mu malo pisal, ali. In me enkrat prosil, če mu pomagam katrco pelati v Francijo, ne. In to smo šla, to veš kakva tura. Kjer journey. Ja, veš kakva izkušnja. To je noro, to se ti pipka. A poleti? Ja, v bistvu to smo šla čez poletje, ja. Ampak to je res, to je bilo, slaš ma gor v Lille. Mislim, to je bilo, mislim, da 1300-1400 kilometrov, ne. Veš, to smo se furala 12 ur, ne. Ja, smisel na več? Ne, v bistvu smo šla kar smo ga kar pičila, veš. Ok. Ja, po avtocesti. Crk ljudi. Ja, ne, pa ful, to je šparček, to je faracek. Ja, se je. Res, mislim, da v Mariboru smo tankala, naslednjič, ko smo tankala, mislim, da na belgijski meji, nekaj tega v Belgiji. Wow. Ja, sem bil prav presenečen, ali. Dajmo katrce navaditi. Mislim, ne res, to je bil faracek. Ja. Neverjetno, ne. Lepo. Ja, tako da je to taka zanimiva izkušnja. Ko se voziš s tistimi starim avtom, ne,
Pa to je v bistvu za Francoze je katrca res ful nostalgija, ne? Ja, se, ja. In to ti trobijo, pa vse živo. Ja, veš, to vsi je pa- pozdravljajo, kje si? Da smo se čisto o tih zadebatirali. No, ne. ja. Ška, mi kar tako začnemo, veš, čist nek random, da Tako, je ja. čim bolj sproščen, pa to, tako da... v bistvu sem vesel, no, da si se nekako odzval, no, na povabilo, oziroma si nekako dal pobudo tudi za podcast, no, tako da se spoznamo, no. Ja, hvala, enako, ne, jaz sem pa vesel, da sem tu, evo. No, super. Se v bistvu, s čem se točno ukvarjaš, no? Tak, Jaz se ukvarjam v bistvu, zdaj, če bi temu rekel osebno trenerstvo, ampak sem jaz to nekako po svoj način še razvil, da sem dodal v to svojo začimbe osebne rasti in hkrati tudi duhovne rasti, a ne da se človeka v bistvu pogleda celostno, a ne. Ker človek ni samo fizično telo, je pač cel sistem, a ne, so čustva, mental, energija. In ko eno od teh ne štima, potem živčni sistem reče, ok, čakaj malo, zdaj pa če bomo preveč fizično aktivni, pa nekaj druga ne bo štimal, je to neravnovesje, ne. Zato sem jaz skozi svojo tudi bolečino navidel, da če tvoj mental, če tvoja čustva, če tvoja energija niso na pravem mestu, potem tudi telo ne sledi in obratno, ne. Zato v bistvu sem pač tukaj zdaj na tem raziskoval in delal, da sem lahko prišel do nekega sistema, ki lahko kot trener podprem človeka v smislu celote, a ne, dajmo zdaj pogledati, ki se tebi zatika tudi drugje v življenju, ki imaš ti težave mogoče na nekem osebnem aspektu. In potem na to, ker to vpliva vse na človeka, ne, telo se pravi je ful povezano z vsemi temi deli in v današnjem času še posebej se mi zdi, da se nam ful dogaja, ful imamo nekih dražljajev, vsak ima že ful stvari v dnevu in smo s stresom že zbombardirani. In če ne znamo regulirati tega in pa zraven dodamo neko fizično aktivnost, vadbo, je to lahko velikokrat preveč že danes. Ker stres od vadbe recimo je dober stres, ampak je še vsem stres za telo. In če že imamo mi visoko raven stresa, ko smo že prišli v vadbo, ko že imamo toliko dosti stresa, potem ta kapaciteta, če nimamo kapacitete, je potem tu overload, ne, ker se akumulira in mentalno, in fizično, in čustveno. In pol ne napredujemo, pol zakorakamo par korakov nazaj in se počutimo izžetega in pol se sprašujemo, ok, zakaj? No, jaz delam vse prave stvari, jaz zdaj hodim v fitness, jaz zdaj se gibam, hkrati pa je preveč za nas, a ne. In v današnjem svetu je pač ful te mentalitete, go hard, go all in, a veš, brez pauze, ni obupanja, ni predaje in mislimo, da več kot delamo, več imamo. Ampak to, kam to pelje, ne, če temu sledimo, ker sledimo zdaj nekemu idealu, ki nam pač predstavlja, da bomo mi zdaj, ko pridemo tja, pa imeli vso neko obilje, ki si ga mi želimo, da bomo boljši človek, pa da bomo dobili neko zadovoljstvo v sebi, da se bomo dokazali, mogoče sebi, mogoče drugemu. Pol pa dobimo nezadovoljstvo in smo tako, čakaj malo. Jaz sem mislil, da več ko delam, več bom dobil, na koncu pa ugotoviš, da glih to je tista meja potem, a ne greš v ekstrem. In tudi jaz sem to delal, zato sem se pač ozavestil, da čakaj, če grem zdaj v ta ekstrem, se tako počutim. In to počutje ti seveda nekaj pove. In če ti to nekaj govori, ok, kaj pa lahko zdaj naredim, se postaviš v vlogo nekega zavestnega opazovalca, kaj se dogaja, in potem vidiš, da rabiš ne ekstrem, ampak da rabiš ravnovesje. In to sem jaz ugotovil s tem, da sem šel v ekstrem, kar ljudje ponavadi delamo, ne? Vedno se nekako izogibamo, se mi zdi, da tiste zlate sredine, gremo v ekstrem in potem vidimo, ne, to ne deluje, pa gremo pa v drugi ekstrem. Ja, pa misliš, da v bistvu je ta
pot ful bolj pomembna. Ne? Mislim, da se pride do nekega zaključka, da v bistvu cilj je sicer pomemben, ne? Se pravi, kam greš, recimo kot neka končna pot, ne? Ampak, kako si rekel, ne, ko priješ do cilja, ne, se počutiš praznega. Ne? Mislim, kje vidiš ti recimo tu, da bi recimo bilo fajn, da nekako ta balans se uravnoteži, da se naredi neko ravnotežje, no, v tem balansu. Kako to dosežeš? Ja, zdaj to je itak odvisno od posameznika. Ne. Velikokrat je povezano to z delom in verjetno vsi po nekem občutku vidimo, zdaj pa že malo pretiravamo, ne. Zdaj pa se že malo to nekako mene to izčrpava, ne. Malo ne spiš več dobro, nimaš več toliko energije, malo te boli že telo in po si mislimo, ja, saj to je normalno, ne, saj to pač je del življenja, da moramo malo trpeti, da pridemo do nekega cilja, kar se do neke mere strinjam, a ne, fokus, disciplina in pa to, da si predan, temu definitivno potrebuješ. Zato je treba to uravnovešati, potem tudi umirjati svoj sistem, zahajati v naravo, biti prisoten s seboj, pogledati, kaj je tu not. Ker tu not je veliko več, kot pa tam od zunija, ne. Ker kaj nam naša intuicija pravi, kaj ti v bistvu tvoje srce pravi, je tudi pomembno, da ga poslušaš, ker ti bo pokazal, kdaj bo čas tvoj, da pride do nekega ravnovesja oziroma da veš, kdaj se tudi ustaviti. Ker če ne poslušamo svojega telesa, če ne vemo, kdaj, v bistvu je to razlog, ne, da smo danes zelo preveč naven in ne prihajamo dosti na noter in zato ne čujemo, kdaj je zdaj tisti čas, da smo malo zakorakali v tisti ekstrem, ne, kjer se naše telo že ne počuti več usklajeno z nami, ker delamo stvari, ker moramo, a ne, ker je sistem tako narejen. In seveda ti slediš sistemu, ampak slediš tudi sebi. Zato pravim ravnovesje, ne. Poslušaš oziroma slediš temu sistemu, hkrati pa slediš sebi. In to je spet, kot da bi si predstavljal jaz to kot en ekstrem, pa drugi ekstrem. In potem, če nekako se srečata ta dva ekstrema, je to zdaj ravnovesje za mene. Je ta neka točka, zlata točka, kjer se srečaš, kjer lahko čuječnost prebujaš do sebe, nežnost, dihaš, a ne, umirjeno. Ko pa je čas, da ti greš v akcijo, pa ti v bistvu veš, zdaj grem v akcijo zavestno in pa hkrati te podpira še ta drugi aspekt tebe, ki te hkrati umirja. In je koj vdih in izdih. Ker to je v bistvu, se mi zdi, da univerzalna zadeva v vesolju. Vsi dihamo na vdih in izdih, noben ne diha, pa gremo v ekstrem, pa pregorimo, vsi dihamo. Tako da je v bistvu akcija in relaksacija. Tako da to se mi zdi, da je tista čuječnost, da se poslušaš, da se znaš poslušati, da odkrivaš v bistvu sebe skozi. Danes imaš itak milijon praks, katere lahko počneš, da prideš malo v sebe. Ena mojih najljubših je samo, da si prisoten v telesu, senzacije, da imaš, da znaš počasi dihati. To je čisto osnova. In od tega si potem bolj zaveden in veš, da ne boš šel v ekstrem, da ne boš pregorel zaradi nekega, kot pravim, ideala, za katerega slediš pa nekemu cilju, potem pozabiš vse te stvari, ki so na tej strani, ki pa te dejansko polnijo. Jaz se recimo okolja, ne, samo po sebi ima ful teh dražljajev, ne, ko nas malo zavaja, ne. Nam meče v bistvu nekaj, kar bi mi recimo mogli imeti ali pa bi rabili imeti ali pa karkoli, ne. In potem v bistvu že včasih priješ do točke, da si že toliko zidealiziraš vse skupaj, da že misliš, da je to tvoja ideja, v resnici pa ni, ne. Mislim, to je taka borba, ne, skozi z samim sabo pa z svetom ozunja, ne. Jaz se ful strinjam in zdajle sem prav začutil, da se res ljudje borimo se
borimo se z ljudmi, in borimo se hkrati s samim seboj, ker danes s socialnimi omrežji nam ful predstavljajo nek ideal, ful nam predstavljajo nekaj, kar je tam za nas, kar nam bo ful nekaj dal. In ne vidimo, pozabimo videti, spet se vrača na to, da ne vidiš sebe, to, da potem te zavede tisti ideal in ne vidiš sebe. Ker vse ti že imaš, ampak nas noben ni naučil, kako to prepoznati. Zato se danes tudi, se mi zdi, da kolektivno vračamo v to, da prepoznavamo, kdo smo. In ja, mislim, da kar nas bo rešilo, je to, da zahajamo več v sebe, več v naravo, ker gremo lahko hiter v nek ekstrem. Mislim, bi se ful strinjal s tem, recimo, kar jaz opažam tudi, je ta, da ljudje ful hrepenimo po neki energiji, Zdaj pa ta energija prihaja iz različnih smeri, Zdaj pa eno je materialna energija, druga je čustvena in pač, pa ta prisotnost v nekem prostoru, Zdaj samo vprašanje, čemu daš ti več pozornosti, kaj ti je v bistvu bilo v bistvu že mogoče v otroštvu dano, mogoče ti je bilo malo ponujeno to, da je to v bistvu neka matrica ali pa neka metrika, po kateri dansko ti kot oseba potem tudi deluješ. In iz tega vidika pol se tudi ti začneš odražati drugače. Se pravi, so ti neke druge vrednote pomembne. Če si recimo rodil, rečemo, v družini, kjer jim je, ne vem, pomemben, recimo, ali pa recimo je bogastvo zelo pomembno, ali pa recimo jim je bilo dano, materialno bogastvo, imajo čist drug aspekt gledanja na svet, kot pa nekje, ki dejansko tega ni bilo, recimo že v okoljih, recimo, ko materializem nič ne pomeni, in iz tega, no, in kako ti vidiš recimo te smeri iz otroštva, kako se ti vzorci začnejo implementirati, ne vem, iz svojega vidika? Ja, jaz sem nekaj cajta raziskoval v tem, ker je dosti povezano, kako ti potem deluješ v življenju, ker se vsa ta prepričanja in delovanja vsa rodijo v zgodnjih letih, ko se ti dobesedno programiraš, kot da bi ti nekdo kodo v žgačke delal, ker se nezavedno opazuješ, kako delujejo starši, ki so tvoji učitelji, na začetku. In hkrati tudi drugi ljudje, mogoče skrbniki, učitelji v šoli hkrati, ki ti predajajo in ti opazuješ in se programiraš na vse to, kar doživljaš, kar ti je bilo dano. In v mojem primeru mi ni bilo dano, da sem čutil to, da sem sprejet to, kar sem. Torej, jaz se nisem počutil, da sem dovolj dober s tem, kar sem, ker sem prišel v osnovni šoli se pravi, jaz sem se rodil v Velenju oziroma v Slovenj Gradcu, živel sem v Velenju in sem se preselil tle v Veliko Pirešico oziroma pač to Žalsko občino in sem hodil na začetku v šolo Petrovče oziroma še prej na Trje, pardon, in prideš kot neka nova oseba tja. In sicer je bil to 1. razred, ampak spet novo okolje in začneš nekaj druga. In jaz sem bil vedno ful zadržan, ampak vsebi sem bil pa vedno igriv, ful sem se rad družil. In ko sem prišel v to okolje, si čutil, da si nekot, wow, to je pa zdaj ful nekaj za mene, kakšni zdržljaji so to zdaj in novi ljudje in kar nek pressure na men, To sem takrat čutil, In ob tem ker sem se ob tem že počutil nekot nesigurnega v sebi, nisem vedel, kako zdaj delovati, nekot je bilo zatrto, potem pa te zafrkavajo v šoli in vse dobivaš te neke impulze, da nisi dosti dober. Ko je prišlo do konfliktov, sem reč bil tih
ko je mogel Alan povedati svoje mnenje, ja nikaj povedal, ko se je treba bilo s čim soočiti, se nisem znal soočiti, ko je bilo treba, nisem znal izraziti svojih občutkov, svojih čustev in potem, ko prideš v življenje kot malo bolj odrasel človek, sreča, da sem imel potem v srednji šoli, da se je moja, bi rekel že, ne avtoriteta, temperament, da se je razvil, oziroma mislim, da se temperament že prej razvil, ampak da sem odprt človek in se rad družim. Jaz sem se rad družil z vsemi, ampak ko je pa prišlo do tega, da sem videl, da je nekdo več od mene, ker jaz sem si mislil, joj, on človek je več od mene, jaz se moram zdaj njemu dokazati. Jaz moram biti tako on, jaz moram biti dosti dober, jaz moram biti boljši to, kar sem. In sem se vedno potem prilagajal komu, ko sem videl, da ima nekdo boljša oblačila, ali pa je izgledal boljš, pa je bil bolj fejbič, a veš. Sem jaz tudi hotel to biti. Mislim, zdaj nisem šel, da bi vse naredil, pa to bil, ampak tisto ono, jaz se moram zdaj prilagoditi temu človeku. In potem, ko prideš v odraslo dobo, to še vedno počneš, ker me noben ni naučil, saj ti ne rabiš to delati, veš, ti si lahko sam to, kar si, pa si good, ali čau, poslušaj to. In tako se je potem moja pot začela, ker to ustvarja potem posledice. In ne slediš, oziroma ne znaš slediti sebi, delaš potem neke stvari, ki so drugi tako rekli, pa greš raje v tisto službo, zato ker bom pač naredil na to, kar starši rečejo, ali pa na to, kar kolektivna zavest pravi, kako bi moglo biti. In slediš temu, medtem pa je bil skozi neki odzadnji občutek noter jaz bi pa nekaj za sebe naredil. Jaz pa čutim, da je še nekaj več, kar bi lahko dal svetu, ali pa izrazu, a ne. In sem dosti cajta obstajal v nekih službah, kjer pač nisem užival, ampak hvala Bogu sem bil dosti odprta oseba, da sem v družbi se lahko vseeno zabaval, pa imel vsaj nekaj od tega, a ne, da nisem bil depresiven, a ne, hvala Bogu. In pol je prišla korona in je šel vse, a ne. In pol sem se začel zavedati bolj, jaz čutim, da moram spremeniti sebe, kako sem včasih deloval, kaj me je v bistvu pripeljalo do tega. In sem videl, kako so družinski vzorci, a ne, vplivali na mene. Se pravi, to, da nisem dobil nekaj od svojih staršev, kar sem v otroštvu rabil, se je potem tu zdaj zmanifestiralo v to, da nisem znal slediti temu, kar sem jaz, ker sem potem se vedno gledal na druge in se prilagajal drugim in hotel biti tako kot drugi, namesto da bi poslušal sebe. In hkrati ne krivim, a ne, jaz svojih staršev, ker vem, da je to bila moja iniciacija. Oni so meni dali vse, kar so mi znali dati, svojega zavedanja, a ne. Tako da hvala njim, da so bili taki in da so me vseeno podpirali na tej življenjski poti, da sem lahko prišel do zavedanja, da zdaj pa ker vidim, ker vem razlog, zakaj se je to zgodilo, lahko grem zdaj v vlogo vodje, pa prestavim ne v fokus na to, da njih krivim, ker to je zdaj čista žrtev, a ne, kazati prstom na druge, se ti naredi žrtev, pa to je najlažje, a ne. Sem šel v raziskovanje, kako bi pa zdaj jaz lahko to sebe podprl, da čim bolj sledim sebi, in sem začel z tem, da sem odvrgel, kar mi ni služilo več, a ne. Pač spustil sem, a ne. Jaz sem prej kadil cigarete, recimo, ne, in meni lahko šiftali iz enega dneva na drug dan, da sem spustil, in ni mi prišlo na pamet, da bi sploh kdaj kadil več. Čist me je presekal. Dajmo se tu malo staviti, ker recimo ogromno ljudi ima to težavo, kako nekaj prekiniti, ker je v bistvu neka navada, recimo tako ostra, pa tako močna, da običajno zmeraj prideš do nekega zaključka, da vsak, ki se je odločil, je potem naredil rezultat.
priti do te točke, ko ogromno ljudi skozi nekaj razmišlja, moram nehati, pa, to je bila zanimiva izkušnja, no, tak razlaga iz tvojih oči. No, pri meni je bilo res tisti shift v zavesti. Se pravi, ko je meni kliknil, je meni se obrnalo razmišljanje. Se pravi, jaz nisem več bil, ne vem, kako se reče temu, navezan na to, ker jaz sem vedel, da navezavan, jaz nisem to zavestno vedel, ampak zdaj, ko gledam nazaj, jaz sem vedel, da ta navezava ni real. To je navezava na nek prejšnji del mene in meni se je spremenil ta del. Jaz sem čist prosperiral iz momenta. Čist. In ko to doživiš, enostavno ne vidiš več te navade. Nisem jo več sploh imel v sistemu, kot da je šla je čist iz mojega življenja. Ker sem videl, koliko je to, hkrati so cigareti tudi bili pri meni, pri velikih ljudeh je to, imaš še druge smeri, ker res škodujejo zdravju. In sem bil tak, zdaj, če je meni kliknil, pa če jaz hočem biti nova verzija sebe, seveda bom poskrbel za sebe tudi zdravstveno, ampak to je bilo res mali del tega. Ampak enostavno, ko mi je kliknil, sem jaz lahkotno spustil, ne vem, kako bi sploh to opisal, ampak očitno se je zgodil ta preobraz, ta prehod, da jaz nisem bil več ta oseba, ki to počne in jaz to sploh nisem več rabil. Ker recimo dostikrat vidim, da iz razumevanja prideš do neke točke, da neke stvari, tako kot ste rekel, spustiš. Se pravi, dokler ne razumeš, dokler ne sprejmeš tega, enostavno, ker počnemo to, nekaj, karkoli. Navad je milijon, celo življenje smo neka navada, nekih vzorcev, pa nekih obnašanj, pa ne vem kaj še vse. In dokler ne prideš do nekega stanja razumevanja, pa zavesti, šele takrat potem si mogoče pripravljen za to, da rečeš, zdaj pa bi bil pa nekdo drug. In ko se zavestno odločiš, ne vem, saj jaz tako vidim, ko se zavestno odločiš, to nočem biti jaz, potem se začnejo spremembe delati v življenju. Točno to se je pri meni zgodilo. Pa pri meni je bilo zanimivo, da jaz nisem doživljal nobene bolečine takrat, ker ponavadi ljudje, ko naredimo spremembo, je zaradi neke bolečine. Recimo, zdaj bom šel ekstrem, zboliš ful, imaš raka in si odločiš, zdaj bom pa spremenil svoje življenje, zdaj pa začnem športati, zdaj pa začnem zdravo živeti, vse stran, samo zaradi tega, ker zdaj si pod pritiskom, zdaj te življenje postalo, zdaj se pa odloči, kaj boš. Pač jaz nisem nič. Pri meni je bilo samo tisto, kolektivno se je leta 2020, ko se je korona začela, se je seveda ful veliko stvari začelo shiftati, vsi smo bili nekod primorani, da naredimo neko spremembo, se mi zdi. Sem tudi to opazil, da je bilo ogromno ljudi spremenili svoj način življenja takrat. Razumevanja. Ja. Jaz sem to recimo čutil, samo od sebe. In jaz sem bil tak, čas je, nisem se čutil, da moram zdaj to takoj narediti, da je to neka panika, da sem zbolel. Jaz sem sam čutil, da moram začeti na novo, da se moram bolj povezati s samim seboj in hkrati je potem prišla tudi največja bolečina hkrati s tem. Torej, zanimivo, da mene ni povabila bolečina v spremembo, jaz sem bil sam povabljen iz nekega čutenja, potem je pa posledica prišla bolečina, ker se ti potem življenje zamenja. In zdaj si ti pred nekim razdrtim življenjem, ki si ga imel tu, neko družbo, službo, življenje, okolje, in zdaj jaz tu gradim ta most, da bom prišel do nekega življenja, ki sploh ne vem, kaj še je. In ta bolečina je bila zato, ker raziskuješ sebe
In ti ni jasno, kaj je zdaj to, ne? Kdo sem jaz zdaj? Kam naj grem? Kaj naj delam? Kaj si bo zdaj drugi mislili o meni, ko sem jaz spremenil svoje razmišljanje? Alen je bil včasih tako, kaj se je zdaj zgodilo, Alen? Ja, in to je bilo mene tudi sram, povedati oziroma pokazati, da sem jaz zdaj drug človek, ker spet, če se vrnem na tiste vzorce prepričanja o moji lastni vrednosti, da ko si bo zdaj drugi mislili o meni. Jaz sem zdaj spremenil, zih me bojo spet zajebavali, ker sem to imel v preteklosti. Jaz nisem dosti dober to, kar sem. Ker zdaj sem se soočil s seboj. Zdaj je prišel Alen na pladen. Zdaj se je začel dogajati ta moja pristnost. In tega je bilo mene strah pokazati. Mene je bilo strah pokazati pa povedati, jaz zdaj pa jaz meditiram, zdaj pa jaz se malo posvečam bolj sebi, zdaj pa jaz ne hodim več ven pa pijem alkohola do 3 zjutraj pa delam neke stvari, pa se pogovarjam tudi o nekih stvareh, pa razmišljam na tak način. In potem odpade ta star del tebe, ki ti je prinašal nek komfort in hkrati ti je dal neko socialno življenje, nek krog, kjer sem jaz, recimo, da vseeno, ker sem tak človek, se lahko povezal z njimi, ampak ne na tistem nivoju, ki bi si jaz resnično želel. In to se je seveda, to je trajalo leta, da sem jaz prišel do tega, da sem jaz počasi začel prikazovati sebe, jaz sem tak, jaz na tak način izražam sebe, jaz si želim to početi in se je zgodilo, da sem mogel spustiti tudi službo, kar mi je bil zelo težko bi bilo to narediti, čeprav sem vedel, da moram to narediti. In je bil prav tisti en dan, ko sem rekel, okej, zdaj pa sam grem. Strah me je, ampak jaz bom sam šel. Fizično bom samo šel, tule bom izklopil, kaj se tukaj dogaja, bla, 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 bla. In bom sam fizično sem rekel, zdaj danes je ta dan. In sem res to naredil. Se spomnim, da sem se samo fizično premaknil, čeprav sem se tresel, ne vem zakaj. Očitno pač nek strah, kaj bo pol, kaj bom z denarjem, nimam plana, ampak jaz sem samo vedel, spustil službo. In sem šel, čakal sem pred pisarno in sam fizični premik sem mogel narediti, ker tukaj not je bilo milijon razlogov, zakaj jaz še tega ne bi naredil. Ta strah pred nevednostjo, kaj bo potem. Ampak sem sam sledil temu občutku v telesu, da sem se fizično prestavil tja, da sem dal odpoved in potem sem iskal. In sem začel nek svoj... Pa misliš, da ima ogromno ljudi tako isto izkušnjo? Se pravi, da jih je strah teh sprememb ali pa recimo, da jih je strah pustiti neko službo, ki jih mogoče obremenjuje, pa imajo mogoče nek hobi ali pa nekaj, karkoli, kar jih v bistvu mogoče bolj vabi. Jaz mislim, da dosti ljudi ima ta strah, hkrati pa mislim, da danes že dosti mlajši so že dosti ozaveščeni glede tega. Starejši se mi zdi pa, da še imajo dosti tega odzadja iz... Včasih so jih drugačna šola je bila včasih doma in zdaj ta nova generacija, ko prihaja, je vse bolj ozaveščena, da sledi sebi. Včasih je bilo pač drugače, si mogel poslušati nekako svoje starše ful, pa res slediti nekemu protokolu. Tako da za enega, ki je v tem, se mi zdi, da je težje, za nekoga, ki pa je zrastel v boljšem okolju, kjer so ga bolj spodbujali, da sledi sebi, je pa to lažje. Ampak še vedno se mi zdi, da dosti ljudi težko spusti nekatere zadeve zaradi tega strahu. Ker jaz čisto razumem, danes spustiti nekaj, ko boš pola, kako boš plačal položnice, kako boš preživel, še posebej, če imaš družino. Ampak na drugi strani je pa to zaupanje, da
je poskrbljeno za tebe, ker ti imaš moč potem to transformirati. Jaz, če bi danes še enkrat mogel spustiti neko službo, bi to naredil bolj zavestno, da bi naredil to kot takrat, da sem res... Recimo, kako bolj zavestno? Ja, da bi imel mogoče malo več plana. No. Okay. Da bi rekel, ok, zdaj bom spustil službo, ampak že od zadaj pa vem, recimo, kaj bom naredil, ne? Da vem svoj plan za naprej. Ker res takrat nisem imel plana. Le. Jaz sem sam šel, naredil, pa sem... pa zdaj. A ne? Včasih je tudi to pot, ne? Ker te v bistvu prisili, ne? Ja, res je. V akcijo potem naprej, ne? In takrat, ko si najniže, ne? Se pravi, takrat si v bistvu najbolj dovzeten do iskanja rešitev, pa mogoče najbolj povezan sam s sabo, ne? Kam bom zdaj šel naprej, ne? Sploh, če imaš to možnost, da imaš vsaj nekaj manevrskega prostora pa časa, ne? Da si z danes na jutr, ne? Pa moraš že kar jutr novo akcijo, ne? Ampak da imaš ta nek manevrski prostor, da se lahko nekako središčiš, ne? No to sem jaz, hvala Bogu, imel, ker nisem imel družine, da bi mogel zdaj pa poskrbeti, da ima moja družina, da ima prihodke, da smo cool. Jaz sem pač, hvala Bogu, še takrat živel pri starših, ni bilo problema zdaj, da jaz, koliko je bilo potem, 1 let, da sem ugotovil spet, kam hočem iti, hkrati ta 1 let ni bilo, da sem sedel doma, jaz sem iskal rešitve, začel nek online biznis, potem iz tega sem videl, da pač ni. Ampak je bila to, tako si ti rekel, ta najnižja točka, moja iniciacija, da sem jaz začel razmišljati, kaj so pa moje možnosti za naprej. Ker jaz sem ugotovil, to za mene velja, za druge mogoče ne, da je najprej potrebno narediti akcijo, da jaz pridem v to situacijo, energijo, se pravi, da sem spustil službo, pa sem prišel v to, kaj pa zdaj, da iz tega takrat se začne dogajati, da iščem rešitve. Prej pa nisem vedel, ker še nisem bil na tisti točki, ok, zdaj pa je treba nekaj narediti, ne. Tako da iz tega vidika za nekoga mogoče deluje, da imaš nek plan, mogoče pa res deluje, da sam spustiš, pa vidiš, kaj bo, če imaš to opcijo, ker potem iz tega so se res rodile najlepše stvari. Oziroma se je rodila pot, ki se je potem rodila v najlepše stvari. Ker mi se še ne zavedamo, kaj mi naredimo, ko naredimo neko spremembo. Mislimo, da smo neki, vemo, da smo naredili spremembo, ampak v resnici pa ne vemo, kaj smo naredili, ampak da ne vemo, kaj smo naredili, je dobra stvar, ker jaz mislim, da glih to, da ne veš, se ti potem največ odklene hkrati. Ker greš v to energijo raziskovanja, te potegne prav, zdaj pa ti iz sebe, kaj boš ti zdaj naredil iz sebe? Ti si naredil neko spremembo in ta sprememba te je zdaj potegnala, da boš začel raziskovati, ne pa slediti nekemu sistemu, ki te je po nekih vzorcih, spet iz družine ali pa tako pač drugi delajo, sledil, si zdaj povabljen, zdaj pa naredi, kaj si ti želiš. In si tak, In to traja tudi. To je tudi najtežje, ne? Ker dejansko tam je veliko triggerjev, ko te lahko tudi zavedejo, ne? Ker zdaj, a je ta želja res prišla iz tebe ven, ne? Ali je prišla iz nekega vzgiba ali pa nekega navdušenja nekoga drugega, ne? Ker tudi recimo nekdo drug te lahko ful navduši za nekaj, ne? In potem si ti tudi pripaden to, ne? Zdaj pa spet vprašanje, koliko je ta močna energija, ne? Recimo, ne vem, zdaj je Dončić recimo ful popularen, ne? Zdaj si želijo biti Dončića, ne? Recimo, ne? In to so te energije, ki potem vlečajo v neko polje ljudi, ne? In ideje se potem tam rodijo, ne? In marsikdo, recimo tako, ne vem, če bi se strinjal s tem ali ne, ampak marsikdo recimo v otroštvu gleda nek dogodek ali pa, ne vem, recimo z različnimi ljudmi, ko se pogovarjamo, ne, recimo vsak je imel v otroštvu neko idejo, ki mu je bila nekako ali ponojena, ali videna, ali doživeta, ne, in potem je iz te ideje dejansko začel graditi svoj passion ali pa sanje ali pa nekaj, ne. Ampak da je ta energija, da je ta, rečemo, en otrok, ne,
5 ali pa 10 let stara, ne, da je to videl pa doživel, ne, pa da je to po osebo v sebi noter, ne, je mogla biti tista entiteta, ne, se pravi tista oseba, ne, zelo močna. Ne, se pravi, mogla imeti zelo močno energijo, pa zelo veliko pozornosti rečemo, iz medijev in tako naprej, ne, da je sploh prišla do tebe in da si ti pa na koncu rekel, to bi jaz bil. A si imel, da je to izkušnja? Ja. Mislim, ne vem, jaz sem recimo košarko treniral, ne, in tako smo bili si Jordani takrat, ne. Ja, veš, mislim, da bo zrastel, pa nisi, ne. Lahko bi sam še hiter, ne. Ja. Ampak, ne, tak vidiš recimo te neke male, ne, recimo tako, ko se pogovarjam z različnimi, ne, velikrat pridemo do te neke točke, ne, da se je nekaj zgodilo v otroštvu, ne, ko je nekoga nekaj potegnilo. A veš, da jaz pa nimam te izkušnje. Okay. Mene so pa, ampak na drug način, ne, so me pa potegnali drugi ljudje, ki si jim gledal pa okoli tako družbi, ne. Ne zdaj Michael Jordan, pa to se mi zdi, da je ful močno, tako si ti povedal, ne, to ti predstavlja heroja, ne. Ja. Tist, wow, ne. Tako da, še dobro, da ti je bil on zgled. Ne, pa saj to je to, ne. Si predstavljaš, da bi ti bil zgled, ne vem, gledaš nek film, pa je ful nek, kaj pa je zdaj dal nek ekstrem, ki... Kriminalc. Ja, kriminalc, recimo, ja. Ja, Pink Panther, recimo. Ja, ne, ampak se recimo tudi do tega lahko prideš, ne, da je spet odvisen, kako otroštvo si imel, ne, koliko si imel stabilno otroštvo, ne. In po moje, mislim tak, recimo, če tak na bazično pogledaš, ne, je ful odvisno od tega, v kakem okolju si živel, ne. Zdaj, če si bil v nekem mirnem okolju, ne, si verjetno dosti prej videl neke pozitivne, recimo, energije, a ne. Če si bil pa ful v negativnem okolju, pa v kaosu, pa alkohol, droge, nasilje, ne vem kaj še vse, ne. Takrat si pa v bistvu videl drugo energijo, ne. In se mi zdi, da je to okolje ful pomembno, ne, da ga ustvariš prvič tako v družini, a ne, pa v okolju, a ne. Pa da imaš pol tudi mogoče prostor, kjer se lahko dejansko sam izražaš, a ne. Se pravi, da ti dajo, ne vem, starši ali pa sorodniki ali pa kjerkoli že bivaš, a ne, ali pa katerem okolju, ko si že v otroštvu, ne, da imaš prostor, da nimaš presinga, zdaj pa ti moraš zdaj kar iti v akcijo, ne. Se pravi, da imaš prostor leto, 2, da lahko raziskuješ, da iščeš, ker sooner or later priješ do neke točke, pa rečeš, ok, zdaj pa dovolj, da pa grem jaz svoje pot. No, točno to. Hvala mojim staršem, da so mi omogočili to. Ja, mislim, ja. Ker starši so prvi, ja. Brez tega je bilo zelo težko, a veš. Tako si ti rekel, ko imaš neko podporno okolje, je to čisto neka druga pesem, le. Tako da tist, ko ima to, pa se tega še ne zaveda, ne, bi rekel, dej, stari, bod hvaležen. Pust vse ostale stvari, ki tebi ne pašejo, ki so pač del življenja, da trpiš, a ne, mislim, ne v navednicah, ampak dejansko trpiš, tudi je to normalno, ampak bodi hvaležen, zato ker iz tega trpljenja pa še druge stvari hkrati, ki so dobre, to tebe uči, to tebe osvobaja in ko boš ti potem starš, recimo ti si se verjetno zelo veliko naučil od sebe in si lahko zdaj za svojo hčerko tam, ker si se pri sebi naučil, pa pri sebi videl, tako bom jaz deloval, tako jo bom jaz podprl, ker se zavedaš, kako pomembno je to, a ne. Ja. Zato spreminjamo hkrati to delovanje, a ne, človeka, kako prenašaš te stvari. To se mi zdi zelo pomembno in jaz mislim, da biti starš je najtežja stvar, no. Ko vidiš, tudi recimo iz generacije v generacijo se spreminjajo stvari, ne. Recimo naši starši so bili čisto drugačni starši, kot pa, ne vem, mi, a ne, ali pa recimo še njihovi starši so bili spet čisto drugačni, a ne, zaradi tega, ker so v drugačnem okolju živeli, ne, vojna je bila, kaos je bil, nezaupanje, veš, in to ful preoblikuje človeka, ne, v neko drugo osebnost, ne. Zdaj sicer mi živimo, jaz mislim, da v zlatih časih, a ne, miru pa vsega, ne, tako da v bistvu bi mogli fejst poskrbeti za to, da dejansko ostanejo taki časi, a ne. Čeprav, ne, hitro pozabimo, ne, na situacije, ne, in bolj kar ignoriramo, ne. Ja. Laskati, ne. Mislim, veliko situacij je, ko se kar vidi, da se kar ignorira, pa se kar pozabi, pa se mislim, da se ne bi smeli. Tako, ja. Jaz mislim, jaz sem zelo hvaležen, da živim v enem takem okolju, kjer še nismo toliko napredovali v Sloveniji.
Se mi zdi, da smo bolj še ponotranjeni, da smo stara šola in to mi je še nekako všeč, zaradi tega, ker smo prvinski. Kakor pa greš, recimo, ko gledamo v Ameriki, se mi zdi pa, da je preveč to za ljudi že, da je tukaj nekega pritiska od vsega je ful, a ne. Tako ko si ti rekel prej, zlati časi, vse ti je dano, a veš, ful imaš svobode hkrati, ampak ful je pa tudi dogajanja in živčni sistem sploh ni navajen. A ne, to, ko ti prideš, to je tako, da bi si predstavljal, da se usedeš v katrco, pa se bi usedel v Ferrarija, ampak ti spet imaš en ekstrem pa drug, a ne. In tvoj živčni sistem še ni navajen, da bo doživljal Ferrarija, če si ti v katrci, a ne. In oba dva ekstrema seveda imata nek svoj namen in pa pluse, ampak jaz sem pa hvaležen, da živim v takem prvinskem okolju, lepo na vasi gor, na hribu, kjer smo čisto narava, noben skregan, kul. Sem zelo hvaležen in vesel, res, ker ta del mi spodbuja, da sem jaz umirjen, da sem jaz uravnovešen, da ne grem, da ne hitim, da res ne pretiravam v življenju, a ne, ker okolje mi to omogoča. In zato jaz tudi sem zdaj opazil v tem življenju, da pa ti še bolj prosperiraš, da se še bolj razvijaš kot človek, najbolj ciljam trenutno na poslovno, je pa, da greš v neko okolje, kjer je bolj razvojno in me tudi kliče hkrati tja, a ne. Tako da to moram reči, da sem hvaležen. Tako da če kdo, mislim, vse veliko ljudi to ve, da živeti v mestu, pa živeti na vasi je čist drugače. Tako da, druge energije so čistne. Druge energije so čistne. Ker recimo v naravi doskrat si ti povezan, ker pač energija sama po sebi teče, ne? In ti bolj, ko si obdan z naravo, več je v bistvu energije okrog tebe, ki je čista, ne? Bolj, ko si ti v bistvu v mestu, bolj si v tistih nekih, rečemo med stenami, betonom ali pa recimo veliko množico ljudi, ne? Je sicer tudi ful močna koncentracija ljudi, ne? Ampak se v bistvu vsak človek je svoj individuum te energije, ne? In vsaka energija ima v bistvu svoj namen, ne? In tudi ni nujno, da so vse dobre, ne? Se pravi, se začnejo v bistvu interesi klešati, začnejo trenja, napetosti so, ne, in tako naprej, in se to prav začuti, ne. In zato tudi se ljudje doskrat vračajo k temu, da imajo potem domače živali, ker domače živali so spet čist pristna energija, ne, in tako naprej, ne, in se mi zdi, da je ful premalo poudarka dajemo na energiji, sami po sebi, ne. A si kdaj potoval, recimo, jaz nisem, da bi potoval res v Indijo, ali pa Japonsko, Kitajsko, ko je ful ta koncentracija ljudi, da si bil kje tam? Ne, nisem bil, v bistvu, nisem bil. V bistvu v Parizu sem bil, tam je kar bilo veliko, tam je kar gužva, ne. A si opazil, na kak način, a si opazoval, na kak način v bistvu ljudje, kako se čuti razlika neka, a si opazil njihovo delovanje, da jim je mogoče, no, mislim, to je težko paziti, verjetno bi mogel dlje časa živeti tam, ampak da verjetno je sprememba v ljudeh, a si začutil, da so nekako ta preveč gneča pa vse, kot da jih stiska že samo okolje. Ja, v bistvu, recimo, v Tuniziji sem bil, recimo, ne. Tunizija je taka zanimiva destinacija, ali pa recimo Egipt je tudi eden izmed tak, ko vsak hoče imeti nekaj od tebe, sploh če si belec pa priješ kot turist, ne. In to te skozi, ne, pozornost iščejo, ne, da bojo nekaj kupili, da bojo nekaj prodala, ne. In se dejansko res dobesedno moraš naučiti ignorirati določene stvari, ne. Se pravi, da energijo usmerjaš samo res zelo paziti, kam jo usmeriš, ne. Zdaj, ker takoj, ko jo usmeriš narobe, ne, ti jih imaš 20 okrog sebe, ne. In enostavno moraš imeti tak močen fokus, ne, in se mi zdi, da je tega v mestu ful več prisotno, ne, zaradi tega, ker na podlagi tega je tudi, verjetno se tudi ne pozdravljajo, ne, a veš, in ker pa vsak pričakuje, da zdaj pa ne moram se razdajati skozi, ne, ti pa imaš energije toliko, kar imaš, ne, toliko dobi kalorije štev, toliko poješ, toliko jo lahko oddaš, ne, in isto je pri energiji. Ja, jaz mislim, da bi mogli, jaz sem ful tak človek, ki bi
to, ko si rekel, da se ljudje pozdravljajo, ne, seveda, ko je tukaj ljudi, absolutno ne moreš, ampak se mi zdi, da bi mogli ljudje spet upeljati to, da smo ful bolj povezani, da se ful bolj odpreš, da kar pozdravljaš ljudi na cesti, ogovarjaš enega, ko ga sploh ne poznaš, in to sem jaz dejansko delal, ko sem intervjuje snemal, ne. In moraš iti v to energijo, ne, zdaj pa govoriti nekega strangerja, je pa prav neprijetno je. Zakaj? Zakaj je to neprijetno? V bistvu komu bolj, ne? Ja. Njemu, ko si ga vprašal, ali tebi, a ne? Ne, meni je bilo, a veš, in je bilo, okej, a ne morem jaz, ko sem si jaz sploh mislil, tisto ono, a ne, zdaj bom prišel do enega neznanca in ga bom sam vprašal eno čist človeško stvar in je meni bilo nerodno, meni je bilo to čuden. In sem se spraševal, pa zakaj, ne, kaj je fora tega, da jaz zdaj sem prav nervozen, me je strah iti do neznanca. Halo, vse to je sam človek. In nisem prišel do dna, ampak vem, da smo ljudje pozabili, ja, da smo tukaj se malo oddaljili od vsega tega in pa hkrati nismo pač to počeli, ne, pozabili smo, da smo vsi nekako ljudje, da enostavno se ne pogovarjaš z ljudmi, ki jih ne poznaš, ali pa da jih nekako zmotiš v njihovem delovanju, ne, na ulici, da nekako zdaj se spomnim, v bistvu me je bilo strah zavrnitve, a ne, ker jaz sem pristopil do ljudi in seveda ti vsak ne bo rekel, pa te pogledal dobro, pa ti rekel, ja, ni panike, sem odprt za intervju, dajmo narediti. Ne, pa če ljudje te bo pogledal, ne morem, mudi se mi, ali pa neki, dej, čao, ne. In pol je tisto občutek zavrnitve bil meni, to je zdaj čisto na osebnostno raven šlo, to je zdaj mene prizadelo, kot da jaz nisem spet dosti dober, pa tisto. A veš, te občutke zaaktivira to tebi, zakaj, se sprašuješ? In pol ugotoviš, ja, zato, ker so ti občutki povezani, ko si ti bil zavrnjen in spet te ta neka oseba zavrne in se počutiš zavrnjen. In sem se ful naučil ne jemati to osebnostno. Da to on je zdaj izbral, je bila njegova odločitev, da pač ne gre s tem, kar sem jaz naredil, prišel do njega, v redu, spusti, saj to ni, on ni zavrnil tebe, on je zavrnil tvoj pristop v tistem momentu in greš dalje. In jaz sem se tu, hvala Bogu, ful naučil, kako tudi pristopati do ljudi, kako biti bolj, kako prebrati neko tudi energijo ljudi, kje so, a ne, ker nekomu se res vidiš, da se mu mudi, nekoga vidiš, da mu nekaj ne paše. In mene, ker malo zanima psihologija in delovanje človeka, sem se s tem ful naučil, da znam človeka, se mu, ne bom mu zdaj skakal pred nos, pa mu govoril, hej, halo, hej, ampak začutiš njegovo neko energijo in narediš tak nek pristop, da lahko človeka pripelješ k nekem intervjuju, a ne. In to je trajalo, mislim, nisem jaz delal zdaj teh dosti intervjujev, ampak traja to, da prideš skozi ta, hkrati skozi to neko akcijo sem predeloval te občutke, te strahove, te ranljivosti iz otroštva in mi je bilo res noro, no, tako da tu sem se ful naučil. Jaz mislim, da čisto vsaka izkušnja, ne, v življenju te tako malo te izoblikuje, a ne, ti da tiste neke špice ali pa ovinke, a ne, ko jih delaš, a ne, da te naučijo nekih veščin ali pa nekih vrednot ali pa nekaj, kar ti bo v bistvu kasneje ful prav prišlo, ne. Ker enostavno pol, ko greš enkrat čez sebe, ne, se pravi, čez tisto svojo neko, kako bi rekel, bolečino, recimo, ne, se pravi, ko greš delati nek stretching samega sebe v fizičnem ali pa psihičnem delu, a ne,
takrat v bistvu se ti začnejo porajati nove priložnosti, nove ideje, novi pristopi, vidiš stvari drugače. Ne? Zdaj pa dlje časa, ko to počneš, ne? Bolj se ti v bistvu bolj izostri ta občutek, ne? In bolj v bistvu vedno bolj vidiš, ne? Kaj moraš narediti, da se dejansko na drugi strani nekaj drugega zgodi. Ne? Zdaj pa, a je to zdaj v tvoji osebni želji ali je to tako, ne? Ampak pač kako bi rekel, ta širina se mi zdi, da je ful pomembna, da probaš čim več nekih stvari doživeti. No, ne vem, kako ti vidiš te stvari, no, ampak recimo, ko si šel čez osebno trenerstvo zdaj, ne, se pravi, na tak način, da smo v bistvu še zelo lepo povzela vse tiste neke karakterne stvari, ne, ki dejansko sploh sodijo zraven, ne, ampak kako recimo ti to povezuješ vse skupaj, ne, se pravi, fizični napor pa recimo psihični, ne. Tako. Ja, glih to me je vse vodilo, da razumem bolj človeka, ne, ker biti osebni trener ni v bistvu passion za gibanje, passion za fitness, je passion za ljudi. Ker ti ljudem pomagaš. Ti ne pomagaš njim, ti ne pomagaš fitnessu. Se pravi, tisti, ko ima passion sam za fitness, pa hoče biti fitness trener, bo hitro nehal. Zato, ker dela z ljudmi ni lahko. In mene glih to zanima. Oboje. Se pravi, kako pristopati z ljudmi in kako izražati sebe z fitnessom, z gibanjem, z vsemi temi praksami, ki te polnijo, ki te delajo, ki si ti, ki si človek. Se pravi, vse to, kar smo se pogovarjali, v bistvu mene vodil, me je učil, da znam delati s človekom, da ga razumem, ker vsak dan si ti v neki drugi energiji, vsak dan pridejo dnevi, ko si ti nenaspan, pridejo dnevi, ko si ti mentalno izžet, pridejo dnevi, ko si ti mentalno izmučen, pridejo dnevi, ko si pa ti odlično super. In vse te situacije, aspekte je treba pogledati in se prilagajati njim. Še posebej pri puncah, ki imajo hormonsko šiftajo vsak mesec, ne? So v ciklih. In ko sem začel to vpeljevati, sem spoznal, da ljudje dejansko si ne želimo, da bi dobil nek rezultat, recimo, da bi veliko ljudi danes si želi shujšati, se počutiti, imeti fit telo, biti a pa zgledati mišičasto moški a pa ženske vitko, sem ugotovil, da je to samo želja oči, odzadje je pa potreba, da se ti počutiš vreden v svojem telesu, da se ti počutiš okej s tem, kakšen si, pa kako se počutiš v resnici. Ker ljudje si v resnici nikoli ne želimo vizualnih stvari, fizičnih, ljudje hrepenimo po občutkih. In če nekomu daš ta občutek, je potem človek resnično zadovoljen. In to se spet vrača na te najbolj simpel pa najbolj prvinske stvari, ki jih ne dosežeš s tem, da samo fizično devaš telo skozi napor, kar je zelo pomembno, še posebej danes in za tiste, ki so dosti za kompom, a ne, to je mental skozi vklopljen, telo izklopljeno, na sedečem položaju, zakrčen. Za te ljudi je to zelo, zelo efektivno, ampak hkrati je pa za te ljudi tudi pomembno, a ne, da se tu sprosti mental, čustva, energija, ker ne bo dosti, a ne, da se fizično telo pregiba, če tu niso zadeve razrešene, če potem ni mind pa telo povezano. Spravi se je ful pomemben, da dejansko si najprej v glavi stabilen, ne? Potem v bistvu greš v neko fizično aktivnost ali je v bistvu to eno z drugim ali pa kontra ali kakorkoli, kako bi ti to... Ja, včasih je mogoče potrebno iti v mind, da se pošlihta neka zgodba, ki jo imaš tu noter. Zgodba kot kaj, recimo?
Recimo ima nekdo neko idejo. Tako se rekel, recimo, ne vem, rad bi bil vitek. Tako, se pravi, s tem se samo skozi pogovor rešuje, kaj je v bistvu, kaj boš ti pridobila zdaj s tem, a pa pridobil, ne, ko boš imel vitko telo. Da se človeka prestavi v zavedanje, kaj boš zdaj ti pridobil. In kar ugotoviš, je to, da hrepeniš po občutkih. Ne? In potem rešiš, recimo, da ta problem, ki ni rešljiv, seveda takoj. Nekateri pridejo, recimo jaz se zdaj primerjam, da prideš na trening že mentalno izžet, recimo se čisti mentalno. Je pa najbolj pomembno, da greš ti da tu spustiš, da greš v telo najprej. A ne? Se pravi, recimo, da si 12 ur si bil za kompom, imaš v glavi imaš še nekih milijon stvari, in zdaj uravnovesiš s tem, da se prestaviš v telo, da greš v naravo, da se začneš gibati, ker to te bo vrnilo spet sem noter. Ne? In potem ne rabiš ti študirati, ne rabiš ti nič v tistem momentu seveda delati, če pa veliko krat se potem zgodi, da med vadbo dejansko smo ljudje še kar tukaj noter in jaz to opazim, ker se tudi to vidi in potem človeka povabim, ne, da je s prisotnostjo v telesu. Zato mora biti človek tudi voden. In ko je pa človek preveč fizično, a ne, je pa spet treba delati. Kako bi recimo definiral preveč fizično? Se pravi, da ga recimo sam zanima recimo samo rezultat. A je to v bistvu misliš? Imaš to v mislih ali kaj drugega? Kot fizično, da si ti recimo cel dan fizično delal, da si ti bil res zdaj delaš na recimo na nekem kot construction worker, sem pozabil, kako se v slovenščini reče. In delaš cele dneve fizično, potem, če prideš domov in ti bom jaz zdaj napisal najbolj hardcore trening, boš ti jutri čao, spal ne boš nič. A ne, to za nekatere ni primerno. Zato je potrebno, da ljudje vidimo, na podlagi te situacije to ta človek rabi. Na podlagi spet neke druge situacije to rabiš. Na tak način pristopaš. Sprav, v bistvu ni zdaj sam ena ali druga smer, ampak v bistvu je v bistvu bolj prilagajanje na nek balans. Se pravi, da se ga v bistvu samo pelje v neko uravnoteženost tudi nameno, če to prav razumem. Tako, ja, ker večina ljudje smo navajeni, da imaš, se pravi, obliko ljudi, ki so hudo motivirani, a ne, imaš obliko ljudi, ki pa so totalno nemotivirani, rabijo pa to motiviranost prebuditi. In spet sta to dva ekstrema, ne. V večini je tako, se pravi, tismu, ki je motiviran, mu ne bo, misli, da bo več treninga, več akcije njega podprlo, je glih kontra, ne, njemu je pač treba malo vzeti, ga prizemniti nazaj. Drugemu, ki pa je že čist nemotiviran oziroma nima dosti akcije, tega pa podpreš z akcijo. A ne? Na tak način. Ker recimo tudi psihično, ne, je fejst velik potencial, da ti pregoriš potem, ne? Tako. Ne? Iz tega, ko greš ti iz ene v drugo, iz dneva v dan, ne? Ja. Kako se potem soočati? Ja, ko greš, čak na kaj si se hotel zdaj navezati? Ja, pač recimo, imaš recimo aktivnosti skozi celoten dan, a ne? Se pravi, zelo natrpan urnik. Tako. In imaš čez cel teden, čez cel mesec, skozi imaš dejansko skozi tempo, a ne? Zato, ker si pač zadal nek cilj, a ne? In potem temu cilju slediš, a ne? In na neki točki, ne, je zdaj v bistvu problem kaj? Zdaj, ker si dal preveč, problem pač, preveč si zadal, ali nimaš pravega namena? Ja, zdaj to je glih tisto, kar je treba določiti predhodno, kaj je zdaj tvoj cilj. Se pravi, če je tvoj cilj ob tem svojem urniku povečati svojo
fizično moč, ne vem kaj, pa biti res fit, hkrati pa moraš ti poskrbeti za te stvari, pa potem je to zdaj nerealen cilj. Potem ti rabiš temu človeku nekako prikazati, da trenutno se ti sfokusira, da boš te stvari, ki jih trenutno imaš v življenju, boljš handlu, da ne boš pregorel. Ker ljudje si zadamo cilje nerealno in mislimo, da rabimo več, hkrati rabimo pa manj. In takemu človeku je, jaz predstavim potem, da ni to trenutno cilj, če imaš že preveč stresa v življenju, še dodajaš potem nek stres. Potem za takega človeka je čist primerno počasi iti. Recimo, jaz sem imel stranko, ki je imela milijon stvari, hodila čez neke res procese, ki ni spala in ona ni rabila zdaj 3-krat na teden treninga, pri njej je bilo važno, da se ji življenjske stvari uravnovesijo, da lahko ona te stvari, ki jih predeluje, gre lahkotneje čez njih. Da ima to kapaciteto, življenjsko energijo, umirjen živčni sistem, da ima spanec pošlihtan, da lahko ona prvo funkcionira na tej bazi, potem pa lahko dviguješ, pa greš v to, da si na ta cilj, da imaš fit telo, da si močen, pa tudi shujšaš. Seveda to pride do neke točke. Kar hočem povedati je, da sistem ljudje zadamo v nepravilnem času nek določen cilj. Se pravi, če bi nekdo prišel k meni pa rekel, jaz želim pa res zdaj shujšati, ne vem, 15 kil, pa vidim, ima ful stresa, pa ful tega v življenju. Ja, prosti, to se mi zdi nerealno. In tudi ne morem te tu podpreti, ker mislim, da ti najprej rabiš poskrbeti za sebe, da boš najprej handlil vse te življenjske situacije, svojo bazo, da boš imel pokrito in baza je tvoj živčni sistem, čustva mental, fizično, spanec, da boš potem lahko dejansko šel v ta cilj. V bistvu, ampak recimo to, mislim, to je ful realno, ne? Tako. Pa ful življenjsko, ker se ogromno ljudem to dejansko to dogaja, ne? Ampak je pa tu fizično je najlažje iti pa dokazati, ne? Ja. Najlažje iti pa reči, zdaj grem po fitness za 1 uro, ne? Pa se pohvaliti, sem zdaj bil po fitnessu, ne? Pa sem 3-krat na teden v fitnessu, ne? Tako. Ker mentalni sistem, ne, ima pa čist drugo perspektivo, je pa treba kako knjigo prebrati, se mogoče z drugimi ljudmi družiti, ne? Ali pa z drugačnimi, ne? Ali pa z drugim mindsetom biti obdan, ne? Tako. In potem ti začneš handlati stvari, pa mogoče bolj umirjati, pa videti, da mogoče pa ni čisto vsako okolje dobro za tebe. Tako, ker ljudje si zadajemo te cilje, ampak s praznim tankom. Če tvoj tank ni poln, pač tvoje telo ne napreduje. Tako da najprej bomo nafilala tvoj tank, da boš ti imel gorivo, da boš lahko potem prišel do tega cilja. Ker ljudje želimo, gledamo, se počutimo v ogledalu, pride tisti občutek nezadovoljstva, nisem samozavesten zaradi tega, kako izgledam, pa nimam energije, pa daj smo iti v akcijo, zdaj moram shujšati, zdaj moram nekaj narediti in je to naša iniciacija in je to naše mišljenje, da bomo s tem to dosegli in se ne zavedamo, da so tudi tu posledice odzadaj, da pot, do katere ti želiš zdaj priti, je realna, ampak rabimo pa narediti korak nazaj in ne iti pot, katero večina misli, da je more prehoditi. Ker baza je naš živčni sistem in živčni sistem je tako neka centrala v podjetju. Če ta centrala ne obratuje pravilno, potem druge stvari ne morejo obratovati dobro. Ker so tu recimo lahko ful, recimo z svojim lastnim umom, ne, pa z svojim lastnim recimo osebnimi težavami ali pa recimo stresom ali pa recimo nekimi odločitvami, ne, to je najtežji del. V bistvu pač to je čista psihologija odzadaj pa že terapevtska, ne. Čisto terapevtsko je že to. Zato jaz povabim tudi ljudi, da si zapisujejo in zapisujejo v svojih občutkih in v svojih problemih
ampak se ne navezujejo na to, da se navezuje na sebe. Se pravi, nimajo fokusa na druge, da rečejo, joj, danes me je na šihtu ta zbadu, pa zaradi njega sem zdaj jezen, pa on mi je to naredil, da se fokus prestavi na posameznika, na sebe in piše, tako sem se jaz počutil ob tem, zdaj pa kaj so moje možnosti, oziroma najprej greš v to, da pišeš pač te občutke, da daješ ven, da se sprošča to iz tvojega telesa, iz tvojega mentala, da ti daš to ven, a ne? Te občutke, ki jih sploh večina ljudi ne zaznavamo, ne predelamo, ker imamo jih v telesu noter in se sam nabira. In doskrat ignoriraš, ne? Tako. In vsi vemo, kaj se pol zgodi, a ne, pol tako strela iz jasnega te udari, kar naenkrat spiš 12 ur, sploh ne veš, kaj se dogaja s tvojo energijo, si cel zmatran, a ne, ker imaš toliko zaostalih teh čustev v sebi. Zato s pisanjem to konstantno devaš ven. In potem se tudi fokusiraš, kaj pa so zdaj moje možnosti, kaj pa si jaz želim, kako se želim počutiti. In pišeš o tem, čak, jaz se zdaj nočem tako počutiti v tej situaciji. Kaj pa lahko naredim, da se bom zdaj mogoče pa tako počutil? Kaj lahko jaz naredim, a ne? Kakšno akcijo, kak korak lahko jaz naredim in se postaviš v vlogo svoje moči, ker se zavedaš, čakaj, jaz imam zdaj moč. Ja, jaz imam zdaj moč narediti to spremembo, a bo kdo drug naredil to spremembo za mene? Ja ne, najlažje je pač biti, pa biti žrtev, pa reči, ja, on je kriv za to, šef mi noče dati povišice, pa ne vem, žena noče biti z mano za vikend, ali kaj jaz vem. In se postaviš, ja čakaj, kaj bom zdaj jaz naredil, a bom jaz šel v vlogo žrtev, a bom jaz šel v vlogo, čakaj, kaj pa lahko jaz zdaj naredim, da bom rešil ta problem. In tu se potem sproščaš, tu potem devaš ven, prinašaš zavedanje. In tu se že tvoja energija malo krepi. In potem si že malo bolj pripravljen, mogoče se boš zaradi tega, definitivno boš lažje zaradi tega šel spat, kar je number one spanec, da ti imaš regenerirano telo, da prideš sploh v delta stanje možganov, kjer se dogaja globoka regeneracija in s tem podpiraš svoje fizično telo, kot čustva, kot mental, živčni sistem je ravnovešen in ti lahko prideš zdaj na trening in lahko sledima tistemu cilju, ki bo dejansko realen, ki si ga ti želiš in boš dejansko imel najboljši napredek s tem. Lahko pa, da boš rabil en dan samo dihati, biti prisoten v telesu, imeti neko meditacijo in pa poskrbeti to, da si dejansko tudi pregiban, a ne, če si nekdo, ki pač sedi za kompom cel dan, pa si naredil 1000 korakov na dan, ja, tvoj sistem pač rabi vse neko akcijo biti pregiban, a ne. Jaz se, ker recimo to gibanje samo po sebi ima pa v bistvu ful dober efekt, ne, ker dejansko ti takrat tudi misliš vse, ne, si v tem fizičnem efektu, a ne, in avtomatično dostikrat glava sploh ne dela, a ne. Sploh večja, ko je obremenitev, ne, manj je v bistvu glave prisotna, a ne. Ampak zelo pa opažam, da smo še vedno zelo v glavi. Zelo v glavi. Na kak način misliš? Da ko treniramo, ko se gibamo, da smo v glavi, razmišljamo, a ne, ker pri strankah opažam, dela neko vajo in je kar študira, pa odnos, pa tretje. Ok, čakaj malo, dajmo prijeti v telo, pozornost na svoje mišice, ok, na stopala, da odrivaš stopali, kakorkoli pač pri neki vaji. Se ti zdi, da recimo je to tak, glede na to, da osebno trenerstvo, ne, ima v bistvu oba aspekta, ne, se pravi notranjega in fizičnega, ne, Ja, da dejansko potem tudi imaš v bistvu ljudi okrog sebe, a ne, s katerimi delaš, ne, ja. ki dejansko pričakujejo v istem trenutku obe stvari od tebe, a ne. Kako to handlaš? Ja, sej, to oni dobijo, a ne. To oni dobijo. Zato, ker je vsak moj trening zgleda na tak način, a ne, da se tudi zaključi ali pa začne, hkrati z neko prakso, ki pomirja tvoj sistem, da prideš ti v moment, ampak najbolj to delamo na koncu, včasih pa tudi
cel session, ker je to potrebno, da prideš dejansko v to, da si v stiku s sabo, da se pomiriš čist. Včasih pač se delajo neke raztezne vaje, in je to dovolj, ker ta človek to v tistem trenutku rabi. Ker ko bo prišel potem na naslednji teden, naslednji trening, bo pol on ready. Tako, v bistvu. Drugače pa glede gibanja je pa to je res danes zelo, zelo ogromno ti bo dalo samo gibanje, ker danes res nimamo več tega sploh stika s telesom in se ne znamo tudi v določenih pozicijah gibati, zato ful prihaja do poškodb, recimo se obrneš nazaj v avto, a veš tisto, ko hočeš dati komu nazaj kaj, ali pa recimo otroku kaj, in potem se poškoduješ, ker si se obrnil sam nazaj, ker ne delamo dosti takih rotacijskih gibov in tega, in je tudi na tak način pomembno, da se pač gibamo, ker nimamo določenih več razvitih, teh gibalnih sposobnosti, zato recimo plesalci in plesalke so meni, to imajo toliko stika s svojim telesom, a veš, da se ti znaš v tako neko situacijo, v tako neko gibalno pozo prideti, pa izražati svoje telo, to je zelo pomembno. Zato tudi včasih na kakih delavnicah vpeljujem, da se sam izražajo, da iščejo nek gib telesa, ki mu je tuj, ki čist ne vem, in pol pležemo po vseh štirih, in smo celi zakrkni. Kako to zdaj, kaj je zdaj to neki, ni mi jasno, kako se zdaj z mojim telesom dogaja. Ko smo bili pa otroci, smo pa pač lahko to, smo se igrali, kakor smo čeli, kolena smo ne vem kom devali, noge, veš. Pa to zgubiš, ko se zakrči z leti. Ja, ker v bistvu enostavno ne uporabljaš več teh gibov, pa razteznih. V bistvu joga je v bistvu ena izmed teh, ki dansko verjetno najbolj nekako te raztegne. Ja, tudi, ja. Po domač povedano, ne. Zanimivo. Vsekakor pa recimo, ne vem, kako si pa ti prišel do tega, sploh, da si recimo te je recimo ta osebno trenerstvo recimo tako ful potegnilo noter, tako, kaj se ti je dansko zgodilo, da te je to začelo bolj zanimati, A si bil prej sam fitness trener, ali kako je to izgledalo? Tako, se pravi, jaz ločim svojo kariero na osebnega trenerja in pa zavestnega osebnega trenerja, In bom povedal zgodbo, kako sem postal osebni trener, ker me je zanimalo vedno gibanje, zanimal me je šport, in po dolgem času, ko nisem bil v tem, sem začutil, to je nekaj, kar ful rad počnem, in sem začel hoditi v fitness. In mi je postalo čisto zanimivo, ful mi je bilo zanimivo, kako izvesti, kako se naučiti tehniko vaje, ful sem se lahko sfokusiral na svoje telo, čutil mišice, ful nekega zavedanja dobil, in to je trajalo recimo mogoče pol leta, ko sem jaz čutil, da bi jaz rad to učil, da bi jaz rad postal osebni trener, ker sem v sebi vedno čutil neko tako učiteljsko vlogo, kot da nekomu lahko pomagam, nekemu lahko nekaj dam. In najprej sem ta občutek malo ignoriral in nisem čisto sledil temu, pol pa sem videl razpis za inštruktorja kettlebella. To so tiste uteži, bom za poslušalce razložil, ki imajo pač kuglo, pa še, ki so okrogle, pa imajo pa tak ročaj gor, tu. In sem šel na ta tečaj in meni je bilo noro tisto, wow, pač to je to, in potem sem se še vpisal na ta, se pravi, prek Fitness zveze Slovenije kot osebni trener, naredil to licenco, medtem ko sem še delal v enem skladišču prej in sem to delal koherentno. In potem je bil tisto, zdaj pa je treba narediti ta transition, shit, veš, kaj zdaj, pač osebni trener, glih,
ne moreš kar tak začeti, rabiš neko bazo strank imeti, da lahko sploh odpreš SP, da ti to laufa. In hvala Bogu sem dobil ponudbo, da se zaposlim kot trener prek SP-ja, sicer v enem fitnessu in sem tam začel. In se mi je ta v bistvu shift naredil, kjer sem dobil svojo bazo. In, pozabil sem pa povedati, da sem že prej čutil, da objavljam na socialna omrežja, se pravi svoje neke vaje za lajšanje bolečin, ker sem sam imel dosti težav s hrbtenico, koleni, rameni in sem raziskoval in se sam že ful predhodno učil. Torej je bilo odzadaj, ker me je zanimalo tudi, kako rešiti nek problem v telesu, a ne recimo težavo s križem rameni, ker sem jaz imel sam te težave, se sam zelo veliko učil, gledal na en kup posnetkov YouTubea, veš, bil obseden malo s tem, da sem na sebi tudi delal. In potem sem začel delati s strankami, malo objavljal svoje vsebine in gradil pač to neko bazo, delal tudi, naredil še zraven neki online tečajev in pol sem videl, zdaj laufam ta aspekt osebnega trenerja, ampak ljudje prihajajo tam z drugačnimi razlogi, ki bi jim jaz želel pomagati, ker ko sem bil zaposlen v tem fitnessu, nisem imel pač svoje svobode, na kak način pomagati zdaj strankami, ker sem videl svoj nek aspekt, ki ni bil sklajen, a ne, z njihovim delom, kar ni nič narobe, seveda, a ne, vsak ima nekaj svojega, jaz sem pač videl nekaj več in sem čutil, da rabim potem še dodati, se pravi, eno stopničko višje, iti v zavestnega trenerja, ker osebno trenerstvo pomeni zame tudi, da greš na osebnostno raven in kar je oseba, ni samo fizično telo, a ne, je vse, tako sem prej že razlagal, sočustva, mentalna energija, cel živčni sistem. Je to za mene dejansko osebno trenerstvo, zato sem čutil, da moram iti stopničko višje, da podprem posameznika, kar bo resnično njemu dalo tisto podlago in pa ravnovesje, ki ga ljudje rabimo. Seveda je to od posameznika do posameznika drugače. Nekdo rabi res umiriti sebe, živčni sistem, nekdo pa, imamo različna telesa, nekdo pa res rabi orn gibanje, res orn neko akcijo, a ne. Tako da tu se zelo razlikujemo po telesih, zato je raziskovanje in zato te more zanimati to, a ne, ta človek, njegovo delovanje, morate v bistvu, zato sem prej rekel, da to ni passion for fitness, to je passion za ljudi, ker se ti posvečaš človeku, njegovem delovanju, a ne, ker veliko ljudi uči fitness in nima zavedanja, kaj se s človekom dogaja odzadaj, a ne, zdaj, če bo nekdo prišel in bo, ker fitness je lahko lahko naredi veliko škode, če pretiravaš. In potem si ljudje mislimo, to pač je ta it's the price you have to pay, a ne, ampak ni res. Ti ne rabiš plačati zdaj kaznovanja in ful napora, da bo tvoje telo napredovalo. Ti rabiš v bistvu pogledati, iti na tvojo raven in iz tega izhajati, da je lahko dejansko tvoje telo podprto. Pa misliš, da v bistvu ta motivacija ali pa te stvari, se pravi, rabi veliko ljudi motivacijo za to? Se pravi, Ali so dosti motivirani, recimo, ko pridejo? Se pravi, ljudi, ki pridejo k meni, oziroma nasploh ljudje, ki pridejo da se odločijo za osebnega trenerja, so že motivirani zaradi bolečine neke, ki jo doživljajo. Se pravi, jih najbolj žene motivacija oziroma ta bolečina, ampak tako smo se prej pogovarjali, imamo potem
neke želje, neke cilje, ki so neusklajeni s tem, kako bo potem to osebno trenerstvo izgledalo s teboj. Ja. Ker nekdo, ki ni motiviran, da se ne bo kar tako odločil, zdaj bi pa jaz to delo, neka želja, neka potreba, neka motivacija pa mora biti in zato je treba včasih to motivacijo malo prizemljiti, da malo človeka, zdaj mu pa pokažeš, tak je in ne moramo zdaj iti korak prehitevati, zdaj moramo iti korak nazaj, ker te stvari, če so naredite pravilno, rabijo svoj čas, tako pa vse lepe stvari v življenju. Ja, ker recimo doskrat ljudje smo naučeni, da bi danes imeli vse. Zdaj tako je. Točno to. To je pa velik aspekt. Danes že klikneš, dobiš hrano, klikneš, dobiš masažo, klikneš, ti pripelje zvezdo z neba. In smo navajeni, da bo kar takoj. In zato ljudje tudi... Se kako to dosež, Mislim, kako recimo to zavedanje dati, da vse potrebuje svoj čas. Se zavedamo, da vse ne more biti z danes na jutri, sploh recimo, če že greš nekaj čez to, ampak marsikdo se ne loti nečesa, zato ker ve, da bo to mogel zdaj pa svoje življenje prilagoditi temu, pa posvetiti temu, če hočeš. Tako ljudje načeloma razumemo te zadeve, ker skozi neko zgodbo, recimo podjetnika, takoj vidiš, da noben podjetnik, ki je sebe šel razvijati, se ni razvil v enem letu, recimo, mogoče, ampak res stvari rabijo čas in skozi zgodbe tudi ljudje vidijo, da prideš resnično do cilja, ki bo tako mora biti, bi jaz temu rekel, da ne prehitevaš, rabi svoj čas. Zato velikokrat skozi kako tako življenjsko zgodbo ali njegovo primerjaš, lahko mu daš tak zamisliti oziroma mu daš tako metaforo na to foro. Ja. Ja, ker recimo tako, imaš kar včasih občutek, da zdaj pa bi mogel pa zelo to zelo prilagoditi pa svoje življenje. Jaz recimo vidim bolj to, ker dejansko zdaj, če recimo ti ne poosebljaš tega, se pravi, ni to tvoj način življenja, recimo fitness ali pa neka sprememba, vsi smo nekje zakrčeni v tistih nekih svojem načinu življenja, svojih navadah, in zdaj hočem spremeniti, zdaj moram pa tudi v drugo polje iti, v drugo energijo, v drugo okolje, z drugimi ljudmi se moram družiti, kakorkoli, zdaj, če grem spreminjati sebe. Tako. Kako nekoga pripraviti do tega, da pa mogoče pa bi bilo dobro, da nekaj spremeniš. Recimo nekdo ima mogoče malo preveč kil, vsi vejo, še zdravnik mu pove, pa ne naredi pa, misli pa, da dela dovolj, si kupi kolo, pa si kupi električnega. Veš, vse posod so ti neki taki, bi rekel, taki mehke oblike, ki ti sicer dajo občutek, da si nekaj naredil, v resnici pa nisi veliko naredil. Se pravi, to tako, da bi zelo rekel, grem recimo trenirati nekaj, ampak grem do bolečine. Ali pa mogoče še malo pred bolečino neham, kar pomeni, da nisi šel čez. Ja. Zdaj, za take ljudi, jaz mislim, da vsak posameznik sam pride do spoznanja in pride, ko je sam pripravljen. Da zdaj iz njega ne more noben zahtevati ali pa vleči ven, veš, recimo, pridi zdaj poskrbi na tak način za telo, vsak ima neko svojo zgodbo in ko proba neke stvari in vidi, da ne deluje, se mu potem lahko, njemu je jasno, zdaj to deluje, to sem probal, to ne deluje, in potem je od posameznika odvisno, eni potem raziskujejo naprej in pridejo do točke, zdaj pa to deluje. Zato težko je posameznika dejansko prepričati na tak način,
ampak jaz recimo delujem na tak način, da skozi samo, da ti začutiš recimo človeka, kaj on potrebuje, da mu ti predstaviš na tak način, to je tvoje telo, a ne? To tvoje telo potrebuje in potem se on odloči, ker tu zares ni napačnih, bi rekel zdaj, izbir v življenju, da bi jaz rekel, kolo ali pa ta oblika ti zdaj ne bo pomagala. Pomagal ti bo, kar boš ti verjel, da ti bo pomagal, a ne? In na koncu vedno pač nekdo izbere obliko, ki ga najbolj podpre, a ne? Tako da jaz mislim, da zdaj ni, da bi rekel, ok, zdaj pa moja oblika, to bo zdaj rešila vsak primer, pa za vse bo. Vse gledam človeka, da res mislim, da bo to človeka res celostno in vsakega bi podprlo, ampak ni pa seveda za vse, a ne, ker imamo drugačne želje, drugačne potrebe in če vidim, da nekdo res dela na silo, potem tudi ne steče energija pri sodelovanju, a ne. Če nekdo ni pripravljen, jaz mislim, da se vedno najdejo pravi ljudje za pravega učitelja, tako da tu na tak način se mi zdi, da delujem. Izberi, kar bo tebi prineslo nekaj, kar bo za tebe odgovarjalo, a ne. Način vaje ali pa vse te stvari. Tako, ja. Ja, ker recimo dostikrat ljudi, ker se kar sprejme, a ne, situacijo, da pač tak je, a ne. Ne morem več zdaj roke pač malo više dvignati, a ne. Ali pa recimo, ne, ali pa ne vem, ne gre, a ne. Jaz recimo zelo cenim ljudi, ko imajo mogoče neko poškodbo ali pa nekaj, ne, in je potem v bistvu dedicated, da jaz hočem imeti nazaj isto situacijo, ne. Se pravi, mogoče ne bo glih 100%, ne, tako je bilo prej, a ne, ali pa mogoče, da bo lahko šel na 110, ne, obremenitve, ampak če bo pa 99, pa super, a ne. Tako. Ampak marsikdo pa obstane pri 60, 70, a ne, in potem kar sprejme, zdaj pa to taka, ne, zaradi strahov, ne vem. Tako, ja. Ja, jaz mislim, da takega človeka je treba samo pustiti, a ne. On bo že spoznal sam in ko bo njegov čas, bo pripravljen. Jaz ne morem nobenemu reči, ja, a ne. Misliš, da bi se tukaj mogli bolj v zavedanju delati na temo, se pravi, v kolektivni zavesti? Ja, definitivno. To je rešitev v bistvu. Ampak kolektivna zavest se bo spremenila na tak način, ko bo sam človek pogruntal, ne. Se pravi, ko boš sam, jaz tako mislim, da ko boš sam videl, tako sem jaz videl pri sebi, da to več ne štima, sem sam naredil spremembo, seveda sem imel nekoga, ki mi je to zrcalil. Ok, recimo, se mi zdi, da ta aspekt je ful pomemben, ne? Na koga naletiš, ne? Kako to vidiš, no? Ja. Recimo, kje to, recimo, kako lahko nekdo recimo vidi to, da ga spodbudi, ne? Ja, to se mi zdi, da je pa tista neka poravnava zvezd, ki se mora zgoditi. Mislim, to je zdaj tako, ampak ja, tisti pravi moment pride, pravi čas za pravega človeka in takrat se zgodi. A ne, zato jaz mislim, da ni treba prehitevati, ker skozi neko bolečino bo dobil nekega človeka, ki mu bo to nekaj odzrcalil in bo mogoče njemu takrat kliknil. Mogoče bo pa rabo, da mu ta zrcali, pa pa tret, pa mu še kar ne bo jasen, a ne. Nažalost imamo tudi te primere, a ne. Tako da, kakor boš ti, se mi zdi, da kakor bo posameznik pripravljen, takrat se zgodi, takrat se naredi tisti shift, ko je ta posameznik pripravljen. Prej pa... Se pravi, v bistvu rabimo ful veliko Jordanov pa Tomčičev v okolju, da nas spodbujajo. Rabimo tebe, ki širiš to ljudem, ki vidijo, a ne, ki poslušajo in se potem nekaj odklenejo, a ja, čakaj malo. In tega je danes vse več, a ne. Tako da skozi take medije, skozi take kanale se v bistvu tudi kolektivna zavest dviguje. Ja, se bi čisto strinjal. Vse v bistvu je medij zelo pomemben. Tako. Mislim, se mi zdi, da je še bolj pomemben, s kom si obdan. Kdo ti zrcali. Se pravi, a ti zrcalijo tisti, ki ti potuho dajajo, ali ti zrcalijo tisti, ki te mal te brcnejo. Tako je.
dajmo to malo drugače. Ja. To je recimo super, ker včasih ljudje nismo imeli tukaj na voljo, da bi lahko se, da bi nam bilo tole na voljo, ne. Zato je tehnologija danes, če znaš dobro uporabljati, pa saj to je super stvar, samo pač spet, ekstrem, pa drugi ekstrem. Najti se tu, ne spet iti v to, da boš cele dneve na računalniku, pa da boš poslušal poročila, pa kaj se vse povsod dogaja, Jaz recimo, moj algoritem meni ne bo nikoli na Instagram pokazal neke bedarije, ker me enostavno zanimajo take stvari in naučiš algoritem, da ti prikazuje to, kar se boš ti iz njega naučil. Jaz na YouTubeu malokrat da gledam pač take stvari, ki bojo meni samo možgane prali, pa ne vem kva, ampak ti imaš na voljo toliko informacij, zdaj pa, kaj boš pa ti naredil s temi informacijami, kako boš to zdaj izkoristil, zdaj pa tvoja odločitev. Povabim pa seveda vsakega, da se odloči tako, da bo tebi koristno, da boš ti pridobil znanje. Ker to je vse zastonj. A veš, te ko pogledaš, pa čakaj malo, sej, to je vse free in pol ti tudi to nobenega ne more vzeti. In ena stvar, ki mi je najbolj všeč pri tem je, da v življenju nasploh je to, da se konstantno lahko učim. Kar ne zmanjka, stari, znanje je vedno na voljo. Pa ne mislim zdaj, da gledaš YouTube posnetke na tak način, pa bereš knjige, ampak skozi izkušnje, ko sebe devaš, ko sebe izražaš, ko sebe devaš iz cone udobja, tu se začnejo tiste lekcije in to je meni tako, okej, čakaj, jaz sem zdaj se nekaj naučil, jaz sem zdaj s tem nekako tudi boljši človek, več znanja imam, več bolj poln sem življenja in nekdo, zato tudi se mi zdi, da bi ljudje mogli več potovati, da bi si širili to zavedanje, pa ne zdaj, da bi se izobraževali saj se izobražuješ, ampak na drugačen način, da vidiš, kaj vse obstaja. Da vidiš, čakaj, oni rešujejo problem na tak način. Na severu se pa ne spopadajo z krizo na tak način. Čakaj, na jugu je pa tak način življenja. In ko spoznavaš tudi kulture, se tebi tudi nekaj odklene, neko zavedanje, nekaj zveš tudi, čakaj malo, iz vseh kultur lahko jaz nekaj vzamem in sebi v bistvu odklenem nek del sebe. Meni je bilo to ful všeč pogovor z Matejem, v bistvu Brli, DJ-jem, ki smo prijatelja, ko je razlagal, da ko je bil na Ibici, je imel, pač tam je bil 4 mesece pa tako naprej, in je tam itak čist drug način življenja, drug vibe pa vse skupaj, in popride sem, pravi, v to okolje, je pa čist druga energija. A veš, in dostikrat imaš občutek, da lahko od tam preneseš vse sem, pa ne moreš, enostavno je ful malo možnosti, da se ta neka kultura ali pa ta nek vidik pol prenese v to okolje, pa pol tudi tu ostane. In se mi zdi, da so določeni, mislim, jaz gledam to sicer malo drugačno, da so okolja, ki so prilagojena, pa vzgojena, pa že stoletja ali pa mogoče tisočletja v bistvu v neki energiji, in je okolje tako prilagojeno, da enostavno celotna družba deluje v tej neki narativi. In tako ima Slovenija, Balkan recimo ima tako narativo, potem Avstrija, Nemčija ima že malo drugačno, Švica že ima spet drugačno, Skandinavija ima spet drugačno. In tako se mi zdi, da se kar malo predstavlja. Ko greš v Grčijo dol, je še bolj drugačno, si že nižji od Dalmacije, je še bolj na free. In pač kar sem videl recimo teh energij ali pa recimo teh kultur različnih, se mi zdi, da ima vsaka svojo neko tako ful močno specifiko, ki ne moreš zdaj, se mi zdi, da je mogoče včasih bolj smiselno, da greš pa ostaneš v tistem okolju, ko tebi najbolj paše. Če ti paše tu, si tako zadovoljen pa srečen. Se tudi dostikrat pravijo, da tisto, ko je bil v Ameriki, ne vem, leto, 2 ali pa 5, mu je bil na koncu, ko je prišel nazaj v Slovenijo,
goveja juha pa res tam krompir bistveno bolj dober, kot pa tam. Absolutno. To je taka, recimo, neka taka zanimiva teza, kako ljudje jemljemo take stvari, pa jih vidimo, pa doživljamo, ampak jih res doživljaš tu, zato ker je tu ta energija. In tako je zanimivo. Mislim, mi je bil ful zanimiv pogovor. No. Ja, meni tudi, hvala. Ne, mislim, da smo se enkrat spoznali, no, tako sem rekel, da gremo na kofeja, ne. Ja. Glede na povabilo, pa smo pol malo se zadebatirali, mi je bilo tole res top. Res je top, ja. Res je top. Hvala. Tako odprt pogovor, no. Ja. Je bil to prvič, ne? Ja, Da sem prej prav razumel. Ja. In? Ja, super občutek. Ja. Mislim, če gledam to, da imaš željo iti v osebno trenerstvo, pa vse te stvari, ne, se mi zdi, da imaš, da bi mogel imeti svoj podcast. A misliš? Ne vem. Sej je to neka želja od zadnji. Ja. Nočem si pa v bistvu še dodatnega nekega zdajle ustvarjati, ker imaš fokus samo na določenih stvareh, a ne? Tako da jaz še počasi. Ja, ne, všeč mi je, ker recimo doskrat marsikdo pravi, tako, ja, mladi so pa drugačni, pa so nemotivirani, pa ne vem, kaj še vse. Jaz vidim doskrat drugačno sliko. Tak, mislim, vse so tudi posamezniki, ampak se mi zdi, da čisto vsaka generacija ima... Pritegneš drugačne ljudi, veš? Ja. Ampak se mi zdi, da vsaka generacija ima ogromno nekih posameznikov, ki bojo v bistvu prosperirali pa vlekli družbo naprej. Tako da mene sicer nimam takega mnenja, no, ampak je pa res, da so pa tu pa tam, tako vidiš, ni. Telefon naredi... Ja, verjamemo v boljši svet. Ja, tako. Res, hvala ti za tvoj pač tvoje doprinose. Ja, hvala. Ja.